Poskus številka 2 za Tomaža. Pravi, dih je počasen. Čist me je zategnilo. Nemogoče, lepo sem se trudil. Drugače tako, ko gledaš od odzuni... Ni težko, ne? Ne. Jaz nisem čist prepričan, če je tole pametno, da sem se jaz tegale lotil. Čakam Tjašo. Evo jo, upam, da je vzela kopalke. Bomo videli. Dobro jutro. Dobro jutro. Tjaša, si vzela kopalke? Ne. Zakaj ne? Aj hrabam. Ja, se ne gremo kopati. Ja, gremo. Pa se lahko brez. A ja, dobro. Jaz sem jih vzel, no tako da se bom s kopalkam, če soš pa ti brez, pa dober. Ok. Nisem vam še povedal, kaj bova danes Tjaša počela. Boš ti Tjaša povedala? Ja, lej, potopila se bova, oziroma se boš v ledeno vodo. Koliko 4 stopinje ima, ne? 4 stopinje, 4-5. No, to je naš inštruktor Žigal, kako bi se temu reklo, ne? On nama bo tole vse predstavil, pa bomo videli, ali bo nama ratalo, ali ne bo. To je pa po tej metodi, ne? Po metodi Wim Hofa. Ja. Aha, a lahko kaj več poveš o tej metodi Wim Hofa? V bistvu Wim Hof metoda je sestavljena iz smrzle vode pa dihanja. In v bistvu kombinacija obojega v bistvu omogoča, to se pravi dihanje omogoča varen vstop v ledeno vodo. To mi je danes pokazal, da boš lahko šel na varen način v ledeno vodo. Super, se veselim, oziroma ne vem, če se veselim. Tole je izvir Kamniške Bistrice in tukaj naj bi se kopal. 4 stopinje ima menda voda. Zdaj gremo najprej dihat. Jaz nisem čist prepričan, če je tole pametno, da sem se jaz tegale lotil. Sicer imam rad izzive, pa da probujem, ampak čez 10 dni grem na Tajsko in Bog ne daj, da bi zdaj nekaj hudo zbolel. No, upam, da ne bom. Sicer jaz imam rajši fejst vročo vodo, ki pa mrzlo, tako da mi tole ne bo čisto enostavno jet noter, ampak poznam pa sebe, glede na to, da pač hočem vse probati in če sem že tle, bom sigurno se vrgel noter ali kako bo šlo, ne vem, tako da bom sigurno noter šel. Upam pa, da ne bo kakšnih posledic. Zdaj gremo kao najprej dihat, pa da vidimo, kako bo to šlo. Bom se povedal. Naredil se bo 30 globokih vdihov. Tukaj je fajn, da se ima roke na trebuhu, da res tako, ja. In se res, da se trebuh napihuje in povzročilo v bistvu, da za začetkom dihanjem povzročimo to, da dvignemo stresne hormone dodatno in s tem zadrževanjem kisika na prazna pljuča pa v bistvu povzročimo to, da se telo začne umirjati. In s tem v bistvu vklopljamo simpatični živčni sistem pa parasimpatični živčni sistem in s tem omogočamo imunskemu sistemu, da začne v bistvu kot nek restart naredimo v telesu. Da imunski sistem lahko bolj deluje. Tomaž, kako se pa ti počutiš? Čist dober sem še živ. Zanimivo, da me nič ne zebe. Ja, no še malo počak. No, Tomaž, si navdušen? Navdušen. Tebi se pa vidim, da smeje. Meni se smeje, zato ker sem lepo toplo oblečen. Glej, sem kopalni plašč od mame vzel, sam ga niti nimam. Sem se pripravil orenke, tukaj bom ven prišel, bo najbrž kar hud. Se bo treba na hitro obleči, no, tako da. Sam po mojem na tako hudo, ker si zdajle dihal in se pripravil. No, bomo videli, če ne bo to hudo, boš pa še ti šla, ne? Ja, odzmenen. Dobro. Kar nadaljuješ, preko se čim prej, globok izdih. Čim počasnejši izdih. To. To je noro. To. Umiriš, dihaj. Umiriš. Nekaj še probi. Kar počasno. Jaz ne bom mogel več. Kar počasno. Ne morem, ne morem. Ok. Ne gre. Šlo?
Tomaž. Čist me je zategnilo. Nemogoče, lepo sem se trudil. Drugače tako, ko gledaš od odzuni, Ni težko, ne? ne, zgledati preprosto. Lej, še zdaj me... Sej verjeten bi šel. Sej veš kaj, morda še enkrat probal, če je tu po tej metodi. Ampak je bilo... Mačkaj se moraš koncentrirati. No, žiga pa pija pa. Tako, da je tako. Dobro sta, bravo. Poskus številka 2 za Tomaža. Pravi, dih je počasen. Ajde, Tomaž, imaš to. Sam ne se stavlja. Pričina bo koliko? Imaš to, evo. Uspel ti bo, ajde. Bravo. Evo, super. Še malo, ajde. Bi lahko še, sem ne bom pretiral. Super, bravo. No, kakšen je bil pa drugi poskus? Ja, boljši. Veš, kaj me zanima, to, kar sta rekla, da pol tista bolečina mine. A je res mine? Gorjo sploh nisem imel, zanimivo tu. Gorjo sploh nisem imel, noge sem samo imel, pa tudi zdajle me sem na nogah je slab občutek. Drugač je okej, noge imam pa kar malo zmrzene, no. Mislim zmrzene. Čutim grtle, kot da ni nič. Tako da Tjaša, lej, gremo zdaj dihat, pol pa še ti, da bom še lahko snemal. Zdaj bo pa še Tjaša probala dihat. Zdaj praviš zdaj dihanje, drugič greš pa noter, ne? Drugič grem pa noter, ja. Ja, okej, dobro, posneto je, tako da te bomo vsi za besedo držali. Pa daš trebuh na rak. Tako, in bomo šli prvo rundo čez nos. Tjaša, kako je bila tale izkušnja z dihanjem? Zelo dobra, pa všeč mi je, ko mi je povedal Žiga, da uporablja tudi to takrat, ko se ga nekaj loteva. To se pravi, ko čutiš, da ti padla odpornost, da si na meji, boš zbolel ali ne, kar je pri meni zelo pogost, ker imam zelo slab imunski sistem. Tako da bom jaz zdaj to tudi prakticirala doma. Pa da vidim, če deluje, ampak se človek takoj boljš počuti, ne moreš verjeti, že sam za eno tako preprosto stvarjo, ki jo imamo za samoumevno dihanje, a ne, pa si v bistvu takoj dvigneš počutje na en drug nivo. Zdaj mi pa še čisto resno odgovor na eno vprašanje, ampak ne v hecu. Ja. Boš šla kdaj ti v tole mrzlo vodo? Dvomam. Dvomiš. Ne bi šla do kolen. Do kolen ja, ampak tako, da bi se pa potopila, tako kot se ti danes, pa iskreno. Si te prvi do kolen, pa pol naprej. Dvomam, da bo to meni kdaj uspel ta ampak podvig. veš, da se jaz ful dobro počutim zdaj. Res, tak fini občutek in imam občutek, da me sploh ne bi moglo več zepst, tako da... Lej, Da verjamem. ni zima, imam občutek, da je poletje. Imaš pa srečo, da je zdaj le sonček pa tudi toplo. to je res, tako ja, da- tudi to je res. Dobro, se obedva strinjava, da je bilo super, ne? Definitivno priporočava. To je pa koča pri Juriju, čisto tukaj v neposredni bližini izvira Kamniške Bistrice, tle vidite odzad hribi, je pa menda ta, ki ima tole ljubitelj Tita in menda, da se noter vidi. Bomo šli pogledat, pa bomo videli. Tjaša, veš ti, kdo je tole? Mislim, jaz osebno se ga ne spomnim, ampak vem, kdo je iz pripovedovanj mojih staršev. Ti nisi bila Titov pionirček. Ne.
Sem premlada, veš. Mi smo pa vidiš, imeli takole kapso smo dobili v prvem razredu, pa rdečo rutko. Pa smo to tako ponosno nosili. Takrat, ko je bilo tu za Dudgor, smo bili prav veseli. No, pa lej tukaj, koliko je še teh ostalih. Ja, no, se sem rekel, da vidite, tole je jugoslovanska zastava, tole je, mislim, da komunistične partije, tole je slovenska v Jugoslaviji. Aha, zanimivo, da imaš še križ tukaj, to ponovadi ne gre skupaj. Tole pa dajte en star jukebox. Glede na to, da je zima, je bil tole še kar zanimiv izlet, ne? Zelo prijeten, ja, ker je tudi vreme tak, da... Ja, tako da ni bil to zdaj neki dolg video, da so buhve kaj videla, ampak je bilo pa tole fino in tole tudi zanimiva izkušnja, tako da jaz bom tole sigurno še šel v mrzlo vodo, če lahko drugi, ne vidim razloga, zakaj ne bi mogel jaz. Ti boš, Tjaša, probala tole kdaj? Lej, bom, začne se s tem dihanjem, dihanje sem danes probala, tako da tudi to mi je zanimiva izkušnja, ampak ja, jaz mislim, da to bi vsak mogel vsaj probati, ker se mi zdi, da ima zelo veliko pozitivnih učinkov na zdravje. Pa če ne drugače, ta prvič do kolena, ta drugič malo nad kolenom, pa tako naprej. Ja, v bistvu preskušaš sam sebe, ampak sploh, ko veš, da si nekaj dobrega naredil za telo. Tako da tole je bil en lep izletek, lepa izkušnja, tako da upam, da ste tudi vi izkoristili tak lep sončen dan, se pravi sončno nedeljo. Ja, če pa iščete eno tako točko za potopitev, je pa tukaj izvir Kamniške Bistrice, super, voda je tam konstantno okoli 5 stopinj, če se ne motim. 5, ja, 4, 5. 4 do 5, tako da je to super točka, pa lep kraj. Pa seveda naročite se na moj YouTube kanal, samo kliknete gumbek, naročite se pa zvonček za še več takih zanimivih videov. Adijo. Čau.